Zdravo, moje ime je Lena Lekše in za vas sem pripravila eno kratko predavanje na temo izdelave umetniškega portfolija. Pa bom za začetek delila desktop in predstavitev. Takole, se pravi, umetniški portfolio. Tole predavanje sem razdelila na par sklopov. Za začetek, kaj recimo sploh imam v mislih z umetniškim portfolijem. Torej, portfolio pač obstaja več vrst in jaz se bom osredotočila na tega, ki ga uporabljamo ustvarjalci na področju vizualne umetnosti. Spravi, mogoče tukaj ne bom toliko dosledna, kot bi bilo, če bi izdelovali portfolio za, ne vem, nekoga, ki se ukvarja z industrijskim oblikovanjem ali pa grafičnim oblikovanjem, modnim oblikovanjem, karkoli, ampak bolj mogoče na oddelek na Rjavčevi, se pravi za slikarje, kiparje oziroma kogarkoli, ki ustvarja znotraj sodobne vizualne umetnosti. Razlika sicer, mislim, določene stvari morajo vsebovati prav vsi te tipi portfolio, ampak pač ene stvari so pa definitivno drugačne in se osredotočamo na ene stvari, ki so pač nam bolj ključne. In sicer bomo pogledali glavne elemente, se pravi izjavo umetnika, v angleščini artist statement, kako navajamo osebne podatke in življenjepise, kakšen tip življenjepisa tudi vključujemo sploh v umetniški portfolio. In potem glavni del, seveda, predstavitev projektov, kako naše projekte predstaviti na čim bolj zanimiv način, kako v bistvu v bralcu oziroma gledalcu tega portfolija vzbuditi pač nek interes do naše prakse, do naših del. In potem konec koncev se lahko tudi zelo konceptualno lotimo našega portfolija, lahko vnesemo neke stvari, ki nekako podprejo našo prakso, kar tudi delamo preko vizualnega izgleda. Jaz bom sicer predstavila neke osnove, ker se ne bom osredotočala toliko na ta oblikovalski del, ampak bom tudi tekom tega predavanja razložila, zakaj. Bomo pa te stvari pogledali tudi na podlagi primerov portfolijev mojih znank. Zdaj pa, katera orodja uporabljamo za izdelavo? Jaz v bistvu bom tukaj predstavila zgolj neka ta brezplačna orodja, ki jih lahko kdorkoli uporablja in so zelo enostavna in v bistvu dosežejo tisti nek rezultat, ki bi ga bilo potrebno doseči, da pač naš portfolio, da ima nek rep in glavo in da lahko vnesemo vse stvari, ki so potrebne. Zdaj, komu je portfolio namenjen in uporaba, to bo pa čisto na koncu, kjer bi pa tudi mogoče namigala na kakšne razpise oziroma na način, kako se prijavljamo na razpise in kako v bistvu, kdo dostopa do teh portfolijev, koga zanimajo naši portfoliji in zakaj jih v bistvu konec koncev sploh izdelujemo. Zdaj, prvi portfolio ste verjetno vsi naredili, ko ste se vpisali na faks. Ta portfolio je bil vsaj takrat, ko sem se jaz vpisovala pred leti, fizičen. Izdelati sem mogla mapo, v katero sem vnesla svoja umetniška dela, torej neke slike, risbe, fotografije, razno dokumentacijo. Ta mapa je bila kar velika, mislim, da je bil format A1 iz tega debelega kartona in prav take zelene barve je bil kot tudi ta mapa na teh slikah. Kajti beseda portfolio v bistvu je izraz latinskega izvora, tako da tudi umetniki že v renesansi so nekako bili soočeni z dejstvom, da morajo pripraviti svoje portfolije. In v osnovi je portfolio torej predstavljal neko mapo z umetniškimi deli, z risbami. Ker tudi sama beseda portfolio sestoji iz porta in folio, torej listi, papir, risbe, karkoli, in porta kot neki case, mapa, nek nosilec. Ampak ja, definitivno zdaj portfoliji ne izgledajo več tako kot nekoč in se bolj poslužujemo torej spletnih portfolijev oziroma nekih PDF-jev, raznih spletnih strani, torej fizične portfolije srečamo veliko redkeje, niso pa čisto zginili. Jaz se spomnim, da smo recimo dostikrat na kakšnih izmenjavah, na semestrskih razstavah so še vedno študentje, da je tudi pripravili kakšne fizične portfolije, ki si jih je lahko pol kurator oziroma nek obiskovalec, ki bi ga zanimalo zvedeti kaj več, lahko tudi prelistal
ob tem, ko so si pač ogledali neko razstavljeno delo. V tujini sem pa tudi v bistvu mogoče bolj kot fizičen portfolio, večkrat prišla v stik s kakšnimi takimi manjšimi karticami, kot ja, nekimi biznis karticami, od katerih pol dostopaš do nekih spletnih različic portfolija. Vse bolj pogosti pa so seveda neki uh, razni portfoliji na Instagramu, ker so tudi v bistvu zelo dostopni. Mm, No, ampak če se vrnemo nazaj, ko so se pravi portfolije izdelovali fizično v obliki teh map, ko sem se pripravljala na to predavanje, sem med drugim zasledila tudi informacijo, da so obstajala celo pohištva za ogled portfolija, kot vidite tukaj na fotografiji, to je ena tako držalo, na katerega si pač naslonil mapo in potem lahko prelistal svoja dela in ob njih mogoče nekaj povedal. Mm, No, ampak mi se bomo seveda tokrat osredotočili na bolj na vsebino portfolija in ne na medij. Torej, kaj bi bile neke glavne značilnosti, ki jih moramo vključiti v naš portfolio? Meni se je zdelo zanimivo, ker sem naletela na tole spletno stran umetnice Maje Bojanič, ki je med drugim tudi študirala na Likovni akademiji pri nas v Ljubljani. In sicer je naredila, to je v bistvu nek začetek, ta spletna stran še ne stoji, ampak vseeno se mi zdi zanimivo izhodišče. In sicer, ko se odpre ta spletna stran, vidimo križanko in križanka od nas zahteva vnos 4 gesel in ko vnesemo vsa ta gesla, dobimo pač določene informacije o, o delu torej umetnice. In zdaj, če gremo kar na prvo, na številko 1, nas sprašuje introduction, kaj bi bilo to neko geslo, se pravi, introduction, nek osnovni opis, nek nagovor, in tle bi bilo geslo intro, recimo. Potem imamo drugo točko, ki je pomembna. Communicate with someone typically in order to give or receive information. Se pravi, neka komunikacija, če hočemo z nekom stopiti v kontakt. In zdaj imamo se pravi, novo geslo, ki je, ne vem, kontakt. Ker v bistvu na vsak portfolio je zelo, zelo pomembno, da vključimo naš nek način, da nas lahko potem nekdo kontaktira, ali je to mail, telefonska številka, karkoli. Potem imamo tretjo točko, ki jo navede, po kateri nas sprašuje križanka, je definicija, to, kar sem že prej omenila, se pravi, večja ploščata mapa z kosi papirja, zemljevidi, risbami, karkoli, to smo že prej odgovorili, ta beseda je portfolio. In potem še četrta, zadnja točka, po kateri nas sprašuje, in sicer nek kratek opis svoje izobrazbe, nekih kvalifikacij, prej nekih služb, ki smo jih opravljali, nekih osebnih interesov, se pravi, kaj počnemo. To je v bistvu, tle nas sprašuje torej po življenjepisu, pravi CV. Tako, se pravi, če imamo vse te informacije, se pravi, nekaj kratkega v sebi, kontaktna informacija, življenjepis in portfolio, ki je pač dokument z našimi umetniškimi deli, potem imamo vse elemente, ki jih rabimo vključiti v naš portfolio. In tako se začne, se pravi, ta spletna stran. In vsakeč, ko vneseš eno od teh gesel, potem lahko s klikom odpreš to stran in izveš nekaj več. No, in če gremo kar na začetek, se pravi na ta nek about section oziroma nek tako uvodni nagovor, jaz bom zdaj dala nekaj primerov. No. Nekaj primerov iz spletnih strani in kasneje tudi nekaj primerov prav PDF-jev. Se pravi, ta umetnik Fajko Becker, na začetku tlele v levem kotu vidimo njegovo ime, potem vidimo neko fotografijo, kjer je pač očitno iz neke razstave, hkrati vidimo fotografijo njegovega dela, zdaj vidimo čisto na malo pa tudi njegov obraz, ker je on tudi performer in se pač ukvarja tudi, se on dostkrat pojavlja v svojem delu, tako da v bistvu izbor te fotografije za nek uvod zelo primeren. Ni pa nujno, da vsak umetnik uvrsti v to začetno predstavitev tudi svoj portret. Se pa dostkrat zgodi, da te recimo potem kasneje kontaktirajo, ko si izbran za neko razstavo, za neko rezidenco, karkoli, in te naknadno prosijo, da vseeno vključiš
svojo fotografijo, svoj portret, tako da imeti pripravljeno fotografijo je včasih tudi zelo praktično. Um, Se pravi, on začne v tem nagovoru, da na kratko predstavi, da je on vizualni umetnik, da dela na področju videa, performansa, instalacij in teksta. To je zelo preprost, razumljiv stavek, da lahko enostavno vstopimo v njegovo delo, zakaj se sploh gre. In potem na kratko navede, kje je študiral, se pravi na Minervi v Groningenu na Nizozemskem, katerega leta, in da je bil tudi rezident Rijksakademije, to je ena zelo priznana rezidenca v Amsterdamu, in potem še neke rezidence, ki jih je opravil. Tako da neke ključne, relevantne podatke o svojih dosedanjih dosežkih, izobrazbi in to, s čimer se ukvarja, hkrati pa tudi navede, da trenutno živi in dela v Belgiji. Potem pa zelo pomembno, na koncu v bistvu nam omogoči tudi, da ga lahko kontaktiramo, se pravi, lahko ga kontaktiramo prek maila, preko Instagrama in Facebooka. Velikokrat se zgodi, da je v bistvu, ko pripravljamo portfolio, pozabimo vključiti tudi nek kontakt. Zdaj, načeloma, če se portfolio pošilja preko maila, se pač smatra, da lahko povratno tudi priješ nazaj do tega kontakta, ampak lahko se pa zgodi, da recimo se pošilja ogromno število portfolijev in potem se v nekem trenutku, ne vem, zgubi sled za tem mailom, ker sam nekdo naredi izbor vseh prejetih dokumentov, tako da je fino, da če pošljete portfolio v PDF obliki, da vseeno tudi v samem PDF dokumentu navedete pač nek svoj e-mail, kamor vas lahko kontaktirajo. Torej, zdaj sem že kar malo preskočila naprej, se pravi osebni podatki in navajanje življenjepisa. Zelo pomembno, ime in priimek. Zdaj, če imate umetniško ime, navedete umetniško ime, potem tudi ni nujno potrebno navesti imena in priimka, ki ste ga dobili ob rojstvu, ampak pač se prijavljate z umetniškim imenom. Zdaj, če se dela v tandemu, se dostakrat zgodi, da tudi v bistvu navajajo CV-ja, dva ločena CV-ja, ali pa če ste nek kolektiv, lahko date recimo pri podatkih, če imate nek skupen mail, skupen kontakt, spravi nek način, da vas lahko kontaktirajo. In se pol tudi poljubno znotraj kolektiva odločate, ali se predstavljate v tem osnovni predstavitvi vsak posebej z svojim imenom, ali predstavljate celo idejo kolektiva, ampak pomembno je, da se pač navede tudi nek kontakt, kjer vas lahko vsaj enega od članov pač kontaktirajo za nadaljno sodelovanje. Zdaj, telefon se lahko vključi po želji, če imate kakšne dodatne linke do spletnih strani in socialna omrežja. Zdaj, jaz bi recimo link do socialnih omrežij delila v primeru, da recimo, če gre za Instagram, da na vašem Instagramu dejansko objavljate neke relevantne vsebine, se pravi nekaj povezan z vašo umetniško prakso, če pa imate Instagram res za zelo osebne objave, pa mogoče niti ni potrebno. Razen, če je to edini način, kako vas lahko kontaktirajo, ker recimo dostakrat se zgodi, jaz kadar kuriram recimo razstave z mlajšimi umetniki, se dostakrat zgodi, da recimo na mailih niso tako ažurni in potem je pomembno, da imam njihov Instagram kontakt za komunikacijo. Zdaj, to je čist od vas odvisno. Jaz recimo na svoji spletni strani sem zdaj spremenila, da nimam več kontakta na službeni mail, ker ga v bistvu nikoli ne odprem. In sem tudi unesla, pač, da me lahko kontaktirajo preko Instagrama. Je pa recimo uporabno tudi, če na Instagramu nesete v ta opis svoj e-mail. Potem vas lahko tudi namesto preko četa na Instagramu kontaktirajo direkt preko maila, kar je mogoče lažje. Zdaj, glede pisanja življenjepisa. Življenjepisi so lahko zelo različnih dolžin. Veliko krat se, ko vas povabijo k razstavi, zahteva ene take krajše, ne vem, 250 besed. Ponavadi gre za opisne življenjepise. Lahko se pa recimo v sam portfolio, namesto da se vnese opisni življenjepis, vnese tudi seznam. Sploh kadar hočete seznam po linijah, se pravi vse dosežke, vse nagrade, vse razstave, skupinske, samostojne, bomo šli to čez. Odvisno se pravi, kaj je namen tega razpisa, na katerega pošiljate vaš portfolio.
Zdaj, glavne stvari so mogoče neka letnica rojstva, izobrazba, in v bistvu življenjepis lahko vsebuje tudi en tak kratek introduction v vašo prakso, neko kratko izjavo ali pa nek opis medija, teme, s katero se ukvarjaš. Potem pa seveda še referenčne razstave, sodelovanja, štipendije in rezidence. Eto, jaz sem za primer dala sem kar svoj življenjepis dala, ampak čisto zato, ker v bistvu imam na računalniku eno mapico, v katero sproti nalagam vse verzije življenjepisov, različnih dolžin za različne potrebe razpisne in hkrati tudi v bistvu življenjepise vsako leto je treba jih je osvežiti, kaj dodajati, spremeniti določena, ne vem, enkrat v tem kratkem opisu, če je recimo opis res, res kratek, potem se moraš odločiti, moraš neko selekcijo narediti, katere razstave, katere nagrade boš izpostavil. Recimo, jaz sem vedno naredim tako, se pravi, svoje ime, potem napišem letnico rojstva, ali pa letnico rojstva, kraj. Zato, če ni specifično navedeno, da jih to zanima, tudi ni treba, lahko ste pač glede tega anonimni. Velikrat so pa recimo razpisi, ki so namenjeni mladim do določene starosti in takrat je potem pač že sam portfolio vneseš letnico rojstva, da pač ne bi bilo težav glede tega. Se pravi, tukaj sem navedla za začetek, da sem torej zaključila magisterij kiparstva na tej akademiji, sodelovala na določenih razstavah in potem sem izbrala recimo 3, 4 ključne razstave, v bistvu 4 ključna prizorišča, kjer sem razstavljala, in neko nagrado. To je pač bila neka selekcija, ki se mi je zdela takrat primerna za tisti razpis. Potem je malo daljši življenjepis, ki se mogoče bolj pogosto uporablja za razstave, tudi za skupinske razstave. Še vedno zelo kratek, ampak pač z nekimi osnovnimi informacijami. Tukaj sem recimo dodala celo, da recimo da nisem vključila samo svoje umetniške prakse, ampak sem omenila tudi, da sem bila, ne vem, članica kolektiva, ki smo organizirali razstave, študentske razstave po Sloveniji. Se pravi, sem še nek svoj izpostavila še neko dejavnost, ki jo delam poleg tega, da ustvarjam pač kot umetnica, sem dodala še informacijo, da v bistvu tudi me zanima kuratorstvo, recimo. Ali pa lahko bi vključila, ne vem, še neko drugo dejavnost. Recimo, jaz se veliko ukvarjam tudi veliko ustvarjam tudi na pedagoškem področju, pa bi recimo lahko še kaj takega vnesla. Oziroma karkoli je nekako relevantno v kontekstu razpisa. Potem sem pa tudi v bistvu tukaj bolj natančno vnesla še, pardon, sem vnesla še malo več informacij o samih razstavah. Se pravi, kje točno so se dogajale, katerega leta. Lahko recimo, kar je meni doskrat zanimivo, ko berem življenjepise od drugih, včasih mi je všeč, če se vnese naslove razstav, ker so lahko, ali so to skupinske ali samostojne, včasih so naslovi razstav lahko zelo zanimivi in me v bistvu tudi dodatno pritegnejo k temu, da si želim spoznati več o delu tega umetnika. Sploh, če so naslovi taki bolj zanimivi. Pa seveda, ne potem s kom sodeluješ. Zdaj, recimo, še to eno opozorilo, ko sem govorila z eno od kuratoric, me je recimo opozorila na to, da se ne zdi pomembno, da ko bere življenjepis, da ni to življenjepis, ki se kar nalagajo neke informacije, da vsako leto sam še dodaš 2 stavka, pa še enega, pa še enega, ampak da v bistvu vsakič, ko pripraviš življenjepis, da narediš že sam eno selekcijo. Se pravi, da izpostaviš pač nekaj, kar je dejansko relevantno. Zdaj, na začetku, ko začneš razstavljati, je definitivno pomembna čisto vsaka razstava, a ne? Ali je to v neki knjižnici, ali je v neki, ne vem, moderni galeriji, ali je neka razstava, ki ste jo sami organizirali v okviru tako, s kolegi na nekem vrtu. In definitivno so lahko to zelo zanimive stvari za vključiti, ampak zdaj treba je tudi malo oceniti, kam se prijavljate. Če se prijavljate na nek
zelo resen, pomemben razpis, kjer bo pač množica nekih, ne vem, ki se bo prijavilo do 200 ljudi, potem je mogoče v tistem trenutku treba izpustiti neko razstavo v knjižnici, pa se bolj osredotočiti na to, da ste imeli recimo odprti atelje v dobri vagi, ali pa kakorkoli, no. Pač sami morate malo presoditi. Kdaj lahko pač navedete kar vse in kdaj je pač pomembno, da se pač naredi neki zbor, a ne. Zdaj, to je pa ta druga oblika, ki sem jo omenila, to je se pravi naštevanje svojih dosežkov, uh, tako po alinejah, recimo. Doskrat se ta oblika pojavlja na spletnih straneh, če boste kaj šli pogledat, ali pa če že poznate. Jaz sem pa tudi v bistvu na ta način takrat, ko sem oddajala za status kulturnika, sem tudi na ta način, recimo, svoj življenjepis oddala. In tega tudi v bistvu še vedno, recimo, dopolnjujem. To je pa ta življenjepis, ki ga ne spreminjam veliko, ker je pač so samo podatki, ker ga pač vsak, ko naredim eno razstavo, samo še dodajam te informacije. Ampak spet, recimo, tudi tukaj, ko sem pripravila za tale slideshow, sem potem par nekih informacij kar ven vrgla, ki se mi recimo niso več zdele relevantne. Tako da vse življenjepise, vse tekste, mislim, karkoli boste delali v bistvu s portfolijem, vedno ob vsaki oddaji pač se to pregleda in se naredi neko novo selekcijo. Ne? Ker se tudi pač vaš način o vaših delih razmišlja, z vsakim letom mogoče nekaj novega odkrijete, neke druge stvari vam postanejo bolj pomembne, tako da je treba pač se vračati pa stvari spreminjati. No, ampak neke ključne stvari, da ne zaidem predaleč, se pravi, imamo izobrazbo, navedete, kje ste se izobraževali. Tudi Erasmus, recimo, sodi pod izobrazbo. Če ste bili kje na kakšni izmenjavi, je to definitivno lahko pomembno za nekoga, ki pač, ki bo si želel izvedeti kaj več o vašem delu, ker lahko tudi to, da ste bili nekje v tujini, ima neke vplive na vaše delo. Potem imamo nagrade, tukaj navedete tudi vse študentske nagrade, ki jih pač dobite v času študija. Štipendije, če ste štipendirani, Zoisova, Molova štipendija, kakorkoli že, kadrovske štipendije, na karkoli se prijavljate. Potem so samostojne razstave, skupinske razstave in rezidence. Recimo, to so neke te osnovne stvari. Jaz bi recimo na začetku se spomnim, ko sem se prvič prijavljala, ko sem naredila portfolio za magisterij, oziroma že prej, ko sem ga naredila za izmenjavo v času dodiplomskega študija, sem recimo med razstave, skupinske razstave, vključila tudi predstavitev na semestrskih razstavah. A ne. Zdaj, mogoče so v tujini lahko te semestrske razstave še tako bolj, ne vem, medijsko podkrepljene, ampak se tudi to spremeni. Ne. Včasih so tudi kakšne, mislim. Jaz bi v bistvu kar naštela, tudi semestrska razstava se mi zdi, da je lahko čist primerna, sploh v začetku, ko še nimaš neki tok referenc, ki bi jih lahko vključil. Ok, potem je pa pač recimo to, kar sem že prej omenila, lahko ena stvar, da vključite še vaš portret. Ime, priimek, naslov, številko. Eto. Zdaj pa gremo naprej na artist statement, oziroma v slovenščini to izjava umetnika. Zdaj, jaz priznam, da tudi sama se v času študija nisem, v bistvu se v Sloveniji nisem velikrat srečala s tem, da bi mogla narediti izjavo umetnika. Prvič je od mene to zahteval razpis za nagrado skupine UHO, drugač pa. Ko sem študirala na Nizozemskem, smo pa imeli prav en predmet, imenovan Professional Practices, in tam so nam v bistvu zelo resno predstavili, kaj naj bi bila izjava umetnika, kako je treba to narediti, in da se moramo pač, da je to zelo pomembna, zelo pomemben faktor, ko se pač ti prijavljaš na razpise, ko ti v bistvu predstavljaš svoj projekt kuratorjem, komorkoli, je ta izjava umetnika zelo pomemben element. In sicer, kaj to sploh je? To je v bistvu en tak kratek, ne vem, kako bi rekli temu pitch, predstavitev tvojega dela, tvoje umetniške prakse. To je ponavadi napisana izjava, ne vem, od 150 do 300 besed. In v tej izjavi moraš v bistvu ti sicer kot nek vizualen umetnik, mogoče to
na, veliko krat predstavlja nek poseben izziv, ker naj bi se pač mi bolj lažje izražamo skozi svoje umetniška dela in potem se pač postaviš, ker naenkrat te ta izjava postavi pred dejstvo, da moraš pa ti zdaj obesediti to, kar si v bistvu naredil preko performansa, video instalacije, karkoli preko nekih drugih medijev, moraš kar naenkrat zdaj vse in čeprav si že tam res dobro to izrazil, kako pa zdaj to obesediti. Tako da lahko se zdi stvar mogoče malo zahtevna, uh, ni najljubša aktivnost, ki se je lotimo, ampak je pa zelo pomembna, ker si, ko se lotimo pisanja izjave umetnika, tudi sami naredimo stopimo en korak nazaj in naredimo eno evalvacijo tega, kaj sploh počnemo, zakaj to počnemo, kaj nam je v nekem projektu ali pa znotraj neke teme bistveno. In če uspemo to spraviti v tistih nekaj besed, potem smo v bistvu že zelo veliko naredili in bomo tudi bolj suvereni, ko bomo komunicirali o svoji umetniški praksi. In to je v bistvu tudi zelo, zelo pomemben del študija, da v bistvu na koncu, ko zaključimo študijom, znamo pač predstavljati svoje umetniško delo. Tudi če se nam zdi, ali pa če je res naše delo zelo spreminjajoče se, da se stvari še res razvijajo, nimamo nekih trdnih stališč, za katerimi stojimo, ampak pač se vsak mesec nekaj drugega spomnimo, še vedno je fino, da znamo skomunicirati, kaj so te stvari, na katere smo se spomnili, ki nas zanimajo, uh, zaradi katerih želimo delati ta poklic in da v bistvu znamo navdušiti druge nad našimi interesi, našimi pogledi in stališči. Tako, zdaj za primer sem tle dala eno posnetek, posnetek zaslona spletne strani od Neže Knez, ki je prav tako umetnica na področju vizualne umetnosti in je tudi študirala na kiparstvu. In sicer ona, bom kar prebrala tole izjavo, ker je to v bistvu neke vrste umetniška izjava, spodnji del pa je v bistvu njen življenjepis. Torej, zanima me raziskovanje medijev, materialnosti in njihovih lastnosti. Fascinirajo me geološki pojavi in njihovi materiali, ki so na nek način izrinjeni iz lastnih funkcij in reteritorializirani v ustroje, ki definirajo našo tehnološko medijsko kulturo. Zanimajo me potencijali in možnosti znotraj fiktivne strukture, katera se pojavi v stvarnem času in prostoru. Zanimajo me odnosi in difrakcije, ki se dogajajo v procesu strukturiranja forme, pa naj bo to gibljiva slika, zvok, jezik ali instalacija z mešanimi mediji. Ok, se pravi, ona v bistvu, jaz se upravičujem, ker ne berem najboljš, imam disleksijo, ampak ok, sem se res potrudila. Se pravi, ona v bistvu predstavi neke svoje interese, hkrati pa tudi omen, v katerem mediju ustvarja. Se pravi, slika, zvok, jezik, instalacija. V zadnjih letih veliko časa posvečam raziskavi gibljive slike in prostoru zunaj nje, kateri je za mene potencial za ustvarjanje situacij s kiparskimi in kinematografskimi elementi, zvokom, glasbo, besedilom in njegovo artikulacijo. Navdušuje me materialnost svetlobe, intenziteta pikslov, taktilnost zvoka, volumnost pogleda, kateri se pojavijo skozi različne koreografije in sopostavitve. Iščemo poetiko v tisti drugi skriti plasti istega in raziskujemo, koliko možnih oblik lahko najdemo v eni stvari in kako se nam kažejo. Se pravi, izjava umetnika je lahko tudi zelo nek tak tekst, ker ti nekako dobiš kot bralec tega portfolija, obiskovalec spletne strani, nek prvi stik z načinom, kako umetnik v bistvu razmišlja o svoji umetnosti, katere teme ga navdušujejo in tudi v bistvu v katerem mediju ustvarja. Da si znaš, ko to prebereš, okvirno predstavljati, zakaj sploh gre. Hkrati pa te to, tudi če ne razumeš v detajl, še kaj točno misli z določenimi stvarmi, potem prelistaš portfolio naprej in preko projektov ne bi ti v bistvu, ti projekti ne bi odražali to začetno misel. Se pravi, zdaj v drugem delu pa se ona potem, pa v bistvu naredi še ta življenjepis, kratko predstavitev, ki je ta nek format, ki sem ga že prej omenila. In tukaj, tako kot sem jaz predala primer, se pravi, napiše vidnejše nagrade, priznanja in potem sodelovanje na Bienalu mladih v Tirani, prejela je nagrado skupine Ohod, potovala na dvomesečno rezidenco v New York, dobila delovne štipendije, recimo, če kdo dobiva kakšne štipendije, se to tudi lahko kar ponekod štipendije tudi v bistvu zahtevajo, da jih navajate,
v življenjepisu, tako da tudi tukaj bodite pozorni, če ste v kakšnih pogodbah, da res vključite v življenjepise uh, te, te omembe. Ja. No, in tako naprej. Potem ima pa v bistvu v nadaljevanju še enkrat napisan CV. Tukaj v bistvu, če kliknete, bi prišli do tega CV-ja, kjer so po alinejah pač navedeni samo podatki. In če kliknete na Vimeo, pridete, se pravi, verjetno do nekih video vsebin, do dodatnega kanala, ker ona nalaga, se pravi, video zvočne vsebine in potem še njen mail, kjer jo lahko kontaktirate. Pa vidite tukaj, da ima tudi v bistvu opcijo, da lahko dostopate do tega opisa v angleščini ali pa v slovenščini. Potem sem še en primer na spletni strani, Neže Perovšek, ona je slikarka in ona tudi v bistvu v prvem delu naredi umetniško izjavo. Bom še to prebrala. Tako da imamo pač par primerov, kako lahko to zgleda, niso pa pač to stroge definicije, to je samo ena ideja. Spravi Neža Perovšek, rojena leta 96. Se slikarstvom ukvarja z miselnostjo arhivistke in na ta način raziskuje človeško naravo kopičenja stvari, katerega vodilo, kompulzija, diktira celoten proces grajenja podob. Pri tem jo primarno zanima motnja kompulzivnega kopičenja, compulsive hoarding, njeni vzroki ter vsebina zbrane gmote materijala. Referenčno arhivsko gradivo se staplja v neprepoznavne oblike, podobe se razgradijo na deformirane detajle. Izgublja se reprezentacija snovnega sveta. Premik iz digitalne skice na fizični nosilec še dodatno preobrazi osnovne vizualije, pri čemer končna slika lebdi nekje med reprezentativno in abstraktno. Tako na ta način v bistvu ona opiše svojo slikarsko prakso in potem nadaljuje, se pravi, tako kot Neža prej z CV-jem. Zdaj, pri teh umetniških izjavah je zelo pomembno, da ni treba, da smo kompleksni. Ni treba, da zasičimo ta kratek tekst z uporabo nekih strokovnih, teoretskih izrazov, sploh kadar se potem zaciklamo, da recimo v 4 stavkih, ki so nam na voljo, v bistvu ne povemo nič, ampak sam na 5 načinov povemo eno in isto stvar. Bolje boljš, da to povemo v enem stavku. Se pravi, da smo res jasni v tem, kar hočemo, da bralec razume. Mogoče je tudi dobro razmisliti ali pa narediti eno vajo, da probamo umetniško izjavo napisano ali pa pač, če jo izrečemo, predstaviti mogoče svojim staršem, svojim mlajšim bratom, sestram, ker nam lahko to pomaga, da izluščimo tisto bistvo, ne? Da se ne zataknemo v neki strokovnosti ali pa pretirani ambiciji, da bomo zdaj izveneli pametnejše. Pač pomembno je, da pametnejši bomo takrat, ko bomo znali povedati bistvo. No? Se pravi, izjava mora podati res nek jasen pogled v delo in prakso umetnika. Seveda smo lahko poetični, malo bolj lirični, skrivnostni, ampak še vseeno znotraj tega moramo tudi znati povedati, kaj zares počnemo, zakaj to počnemo. Se pravi, kaj nas zanima, kaj nas navdihuje, s katero temo se ukvarjamo. Tudi izjava umetnika ne poudaram tako kot življenjepis in cel portfolio. Izjava umetnika se spreminja. Če smo enkrat napisali eno izjavo, ne pomeni, da je to zdaj nek tak končni statement in nikoli več ne smemo spremeniti pogleda na neko stvar. Čez en mesec lahko napišemo novo izjavo in govorimo o nečem drugem. Tako da, kaj nas zanima, s katero temo se ukvarjaš. Velikokrat se tudi zgodi, kar bom pokazala na primeru, da v bistvu umetniki v te izjave vključijo recimo prav neko aktualno temo. Se pravi, so imeli prej, ne vem, že 5 let delajo razne projekte, ampak trenutno se pa ukvarjajo z raziskovanjem tega in tega in tega. Zanima jih recimo vprašanje feminizma, bla, bla, bla. V glavnem, lahko v bistvu poudariš tudi neke specifične stvari, ki te trenutno zanimajo. Tako kot pri vsem in nasploh pri portfoliju, je tudi tukaj spet treba imeti v misli, kdo je tvoje občinstvo, komu je besedilo namenjeno. In predvsem, to je seveda, verjetno se to zdi logično, ampak treba je razmišljati, da
da je to mogoče občinstvo prvič se srečuje z tvojo umetniško prakso, oziroma sploh ne vejo, mogoče vejo samo, da študiraš slikarstvo, ampak slikarstvo ima zelo veliko enih možnosti in ti se znotraj slikarstva lahko ukvarjaš z zelo raznolikimi stvarmi, tako da zdaj kako nekomu predstaviti, ki nič ne ve o tebi, nič ne ve o tem, kako brati neko likovno delo, kako na zanimiv način predstaviš te osebi, zakaj ti to delaš in kaj tebe znotraj tega zanima. Ne vem, kaj tebe znotraj vprašanja feminizma ali pa neke teme, ki raziskuješ, zanima. Če poudariš recimo v tej umetniški izjavi, da deluješ na presečišču med recimo znanostjo in tehnologijo, na kakšnem, kaj konkretno znotraj tega presečišča delaš, da nisi v bistvu, tudi treba je biti pazljiv, da ne navajaš nekih besed, ki se lahko aplicirajo kar na vse povprek, ampak da vse na nek način probaš biti tudi konkreten pri enih stvarih. Kaj se lahko zgodi, recimo, sploh če v nadaljevanju, če so recimo, če ustvarjaš, če je tvoja praksa taka, da recimo gre za neko slikar, imaš nek slikarski portfolio, kjer v bistvu ne bi slike govorile same zase, ne želiš, da imajo da so pospremljene z nekim besedilom, konceptualnim, kakorkoli. Takrat je zelo pomembno, da ti v svoji umetniški izjavi vsem poveš, o čem ti razmišljaš, um, kaj ti raziskuješ. Zaradi tega, ker se lahko zgodi, da si potem postavljen v neko selekcijo, neke skupinske razstave, ker se kar naenkrat izkaže, da se v bistvu ti, ne vem, da ti vsebinsko vse ne pašeš tja, ne? Tako da je fino, da si suveren v tem, kar delaš, in tudi ta suverenost se mi zdi, da zelo pomaga pri tem, da se tudi kurator pol lažje pogovarja s tabo o svojih stvarih, da ti zna bolj pomagati, kadar je treba narediti neko postavitev, ja, v kontekstu skupinskih razstav, da se pač, da prej pride do nekih pozitivnih rešitev, kakor pa, če pa res ne veš, kako bi o svojih stvarih govoril, si mal zmeden, nesiguren, se ti pa lahko zgodi, da si pol tudi ti sam nezadovoljen, ko pride do nekih spodrsljajev ali pa si postavljen v kontekstu do enega dela, s katerim se ti res ne strinjaš. Uh, no, tako. Se pravi, še ena točka bi bila, recimo, katere stvari misliš, da bi v bistvu gledalec mogel vedeti o tvojem delu, da bi bolj razumel tvoj ustvarjalni proces, tvojo umetniško prakso. Recimo, doskrat se zgodi, da imamo mi, ne vem, delaš nekaj let v nekem ateljeju, kjer se deliš vse informacije o svojem procesu z svojimi sošolci, sošolkami in s profesori, seveda, potem pa pride točka, ko moraš ti to predstaviti nekomu, ki še nikoli prej ni vstopil v ta tvoj ustvarjalni proces. In zdaj treba nekako se sam pri sebi odločiti, ali pa mogoče v pogovoru s kom drugim, kaj so te nujne stvari, ki je dobro, da jih nekdo ve o tvoji praksi. Mm, da pač, da bo znal na prav način brati. Ne. Tudi če želite, da se pač vaše dela berejo zelo odprto, da ne, doskrat s kakšnimi mlajšimi umetniki, ki sodelujo, mi prav rečejo, da si ne želijo mogoče nekega konkretnega teksta v njihovem delu, ker želijo, da je branje čisto odprto, ampak tudi, če vas to zanima, je to že neke vrste koncepta, ne. Se pravi, da vas ta odprtost zanima. Zanima vas mogoče mnenje nekoga drugega ali pa to, da je neki, da se vsakeč, ko en gledalec vrže uč na vaše delo, se ustvarja neka druga narativa. Tako da tudi to so že neke stvari, ki vas osebno zanimajo in mogoče inspirirajo, da ustvarjate tako odprta umetniška dela. Zdaj, se pravi, lahko navedete tudi proces, tehniko, če so to pomembna aspekta vašega dela, kaj je lahko navdih, inspiracija, tvoje izhodišče, katere občutke, asociacije delo vzbuja, katera vprašanja vas zanimajo znotraj recimo v kontekstu sodobne umetnosti ali pa mogoče v kontekstu umetnostne zgodovine, če presprašujete določene stvari, ali pa če gre za mogoče tudi za pisanje izjave nekega umetnika, ki je že pokojen ali pa kakorkoli. Ampak ja, definitivno je zanimivo razmišljati tudi, kako se upenjati v nek kontekst časa. In mislim, da je to tudi v bistvu ena stvar, ki jo morate
napisati konec koncev, ko boste pisali diplomsko ali pa magistrsko nalogo, je tudi v zadnjem poglavju, mislim, da je prav treba navesti ta vaš odnos, kontekstualizacijo v čas. Zdaj, v izjave umetnika se včasih vključujejo tudi kakšni citati, se pravi, lahko so to neke poezije, teorije, filozofije. Meni se zdi tukaj, če se da citate, ker tudi jaz sem sama že dosti to naredila, da sem vključila kak citat in se malo izognila uh, konkretnim trem stavkom, da bi bili čist moji. Ampak recimo se mi zdi, ko vneseš citat, ga pol mogoče tudi malo razložiš, zakaj. Ali pa da pol poskrbiš, da v nadaljevanju, ko recimo listaš čez tvoja umetniška dela, ker so tudi te kratki opisi, da je nekako jasno, zakaj ta citat pa še zraven. Da ni samo zato, ker vam je to pač, ne vem, ker je vam to sam inspiracija ali pa vam je pač všeč, kako je to napisano. Fajn je, da date neko svoje mnenje, da v bistvu v tej izjavi tudi vidimo da bralec lahko vidi nek tvoj pogled, nek tvoj način razmišljanja, da ve, s kom bo sodeloval. Eto, zdaj sem vključila še recimo 3 primere nekih izjav, umetniških izjav. Hvala, pardon. En takoj nazaj. Eto. Se pravi, bom prebrala recimo uh, tole številko 2. Osrednje področje njenega osrednje področje njenega umetniškega ustvarjanja in zanimanja je slikarstvo. V svoji likovni praksi skozi motiv krajine raziskuje odnos med človekom in naravo v tehnološko hitro razvijajoči se sodobni družbi. Za distorzijo ustvarja iluzijo popačenih imaginarnih krajin, pri čemer se meja med realnim in fiktivnim zabriše. Naslikane pokrajine gledalcu nikoli ne ponujajo jasnega pogleda na to, kaj krajina sploh je, temveč prek svoje izmuzljive podobe predstavljajo svet, ki se pred našimi očmi stalno spreminja in kdaj se celo izgublja. Eto, in če pogledamo, se pravi ta slika na levi, Monika Slemc, Klavžar, to je v bistvu njena umetniška izjava in verjetno ne vem, kako izgleda njen portfolio, to sem v bistvu našla samo na spletni strani, ampak si predstavljam, da ona bi lahko v bistvu v portfolio tudi vključila samo dokumentacije svojih slikarskih del. Če ima kakšno bolj tako prostorsko postavitev, bi mogoče še kaj takega zraven. Spodaj pod dela bi vnesla recimo naslove del ali pa naslove serije. In tukaj bi bilo zelo pomembno, ne, da mi v bistvu imamo vse to kratko umetniško izjavo, da vidimo, kje je njen interes. Da pač je ne vključimo v neko zgodbo, ki govori čisto o nečem drugem. Te imamo tukaj številko 3. Je vizualna umetnica, ki deluje na področju grafičnega oblikovanja, novih medijev in eksperimentalnega filma. V svoji umetniški praksi zbira, shranjuje in kolažira vizualne reference, na katere naleti med brskanjem po spletu ter gledanjem filmov in televizijskih serij. Skozi apropriacijo ustvarja nove narative, pripovedi, pri čemer jo zanima, kaj ljudje gledajo in delijo na socialnih omrežjih, kako vizualni materiali potuje po internetu ter kako se spreminja in vpliva na uporabnike. V kontekstu postinternetne paradigme tako ustvarja prostor, kjer so spletne vsebine in internet reference konsistenten in nepogrešljiv del sveta, v katerem živimo. Pardon, spet sem štorasto prebrala, ampak lahko si potem na tistem delu ustavite video, pa si ga še sami preberete. Se pravi, to je pa bila izjava umetnice Sare Bezovščak in kot vidite, v bistvu točno to, kar je v sami tej izjavi napisan, lahko vidite tudi na samem delu. Se pravi, ta fotografija desno. To je pa še ena taka čist kratka izjava, ki je mogoče bolj, ni toliko umetniška izjava, kot je nek tak kratka poved, ki jo vključimo tudi pol recimo v življenjepis. V bistvu umetniški življenjepis, te kratke oblike, ki sem ga prej kazala, dostkrat vključuje ta en stavek, ki je v bistvu neka simpel predstavitev tvojih interesov. Se pravi, Lucija Roc ima napisano takole: v umetniški praksi združuje raziskovalni pristop za igrivo interpretacijo, navdih pa črpa iz otroških spominov, družinskih arhivov in okolja, kjer je odraščala. In tukaj levo vidite en primer, recimo njene fotografije. Tako, to za začetek o umetniških izjavah. Še ta primer.
to, kar sem prej omenila, ne, da v bistvu združujemo neko to kratek, kratek komentar o svojem praksi z življenjepisom, recimo na primeru Lare Reichmann, spravi spet navedena letnica. Rojstva je vizualna umetnica, ki deluje na področju videa in animacije. Njeni nedavni projekti se osredotočajo na digitalne umestnike, gliče in časovne zamike, ki gradijo vzporedne virtualne pokrajine satelitskih posnetkov. In potem sodelovanje na skupinskih razstavah, dela tudi v vlogi kuratorice in tako naprej. Se pravi, en tak kratek opis. Jaz mislim, da je fino imeti oboje, imeti pripravljeno izjavo umetnika in en ta kratek stavek, ki ga pol pač vnašaš v življenjepis. Je pa fino, da ta stavek premislimo, da je dober, da je vam všeč, da, ker vas pač reprezentira. Ne? Ker doskrat se zgodi, da recimo napišeš en tak življenjepis in potem kar naenkrat, ker se ti odpre mogoče več priložnosti, začnejo vsi kopirati ta en stavek in se to kar nenehno pojavlja. Doskrat tudi kakšni novinarji uporabljajo uh, ta osnovni stavek pol v naslovu in ker naenkrat te tudi nekako označ ta stavek, da to postane tvoja praksa, ti se pač ukvarjaš z gliči, ti se ukvarjaš s tem, ti se ukvarjaš s tem. Tako da jaz bi tudi rekla, da je dober, spet, kot sem že tokrat omenila, to pač te stavke prilagajati, spreminjati, da se pač ne cikla skozi ena in ista poved. Ok. No, in seveda, ok, to malo za hec, sem vključila delo Mladena Stilinoviča, ampak zares, velikrat boste pač mogli napisati umetniške izjave, življenjepise, cel portfolio v bistvu v večjih jezikih, ker se boste gotovo slej ko prej znašli tudi pri tem, da se prijavljate na razne Erasmus prakse, izmenjave, na razpise v tujino, na rezidence v tujino in bo pač potrebno vse skupaj napisati tudi v angleškem jeziku. Kar je pa tukaj. Kar se meni zdi fino pri pisanju portfolija v angleškem jeziku, je, da doskrat, vsaj moja angleščina ni tako, ni niti približno blizu mojemu maternemu jeziku, nivo moje angleščine ni blizu temu, kar pomeni, da v bistvu doskrat, ko pišem v angleščini, stvari poenostavim. In ko stvari poenostavim, si kakšne stvari tudi bolj razjasnim in naredim jasne tudi drugim. Se pravi, v slovenščini bom doskrat kar nekaj v tri krasne govorila, se kaj zaciklala, tako kot sem se verjetno tukaj že tekom tega predavanja. V angleščini pa bom pač povedala zelo jasno in bom zbrala samo tiste ključne stvari, ki jih mora pač tekst vsebovati. Tako da mogoče je to lahko tudi en trening, da pač napišete izjavo v različnih jezikih. Zdaj, če znate mogoče dobro italijansko, hrvaško, karkoli, mogoče probate tudi miksati različne jezike. Še druga stvar, ki bi bila zanimiva, to smo mi tudi delali na faksu na Nizozemskem, in sicer smo probali napisati artist statement enkrat, eno verzijo, da smo ga napisali za petletnega otroka, se pravi, da bi lahko petletnemu otroku razložil, kaj počneš, druga verzija, da bi razložil svojim staršem, tretja verzija pa je bila, da smo napisali umetniško izjavo za svojega prijatelja, se pravi za sošolce, sošolke, se pravi umetnice, da si opisal o nekom drugem. Ker takrat si ti v bistvu z neko distanco ful enostavno lahko napisal, kaj nekdo drug počne, pa tudi znal si ga vprašati, zastaviti si pravo vprašanje in pol mogoče tudi lažje ugotoviš, kako pisati o sebi. Tako, to bi bilo mogoče en tak napotek. Zdaj, pisanje umetniških izjav je lahko, kot sem že prej rekla, in mogoče, če ste že kdaj to delali, lahko nek stres, ampak pač gotovo niste prvi in zadnji, ki ste pod stresom, kadar ste pred tem dejstvom, da je treba to napisati. Jaz se vedno znova znajdem v stresni situaciji, ampak pol na koncu, ko ga napišem, sem pa vesela, ker sem si mogoče neke stvari objasnila. Mm. Tukaj recimo en članek sem našla, The Anti-Artist Statement, pravi anti-umetniška izjava ene umetnice, pa tudi profesorice Iris Jaffe, in ona v bistvu v tem članku nekako da par nekih ključnih točk, na katere, v bistvu, to je res je napisan kot anti-artist statement, ker ona vse obrazloži, zakaj umetniki ne maramo pisati takšnih izjav in zakaj niso smiselne, ampak hkrati pa pol na koncu stavka tudi je jasno, da brez takih izjav pa tudi
se dost, mislim, da ko se lotimo pisati umetniško izjavo, v bistvu doskrat nekaj se naučimo tudi komunicirati o svoji umetniški praksi, kar je pa v bistvu zelo pomembno in pač ta nek self-evaluation je zelo, zelo pomemben. Se pravi, ona pravi, da je problem, kadar je overwritten statement, se pravi, ali pa recimo the overly vague saying nothing statement, kadar v bistvu naredimo nek tak, uporabljamo take stavke, ker so ali preveč teoretski, um, preveč nekako na koncu že odidejo stran od tega, kar dejansko počnemo in nekako preusmerijo našo pozornost na nekaj, ki pa na koncu samo bralcu ne da zares jasnih izhodišč, kaj nas znotraj tega sploh zanima. Um, ali pa v bistvu se lahko te stavke aplicirajo na toliko različnih stvari, da nam v bistvu ne pove, če zares kaj počnemo, kakšna je naša praksa. Potem je recimo the artistic artist statement. Minus tega je, da lahko spet zapretiravamo, da naredimo stvar preveč umetniško, da lahko zberemo nek slog, ki mogoče na koncu sploh ne doprinese razumevanju, ampak stvar narediš naše prakse, ampak stvar še bolj zakomplicira. Zdaj, pri tem sem jaz v bistvu, jaz kot umetnica zelo rada vidim neke umetniške izjave, ki so malo drugačne, ki niso klasične, ki so mogoče napisane v obliki vica, v obliki poezije, v obliki uganke, kakorkoli. Ampak se pa strinjam, da je tle tudi treba pol paziti, da mogoče v nadaljevanju pa znaš vse te opise svojih umetniških del narediš bolj jasne. Zato, da pač konc koncev vemo, ko zapremo portfolio, znamo nekomu drugemu opisati, o čem je bil ta portfolio, o čem knjiga govori, o čem govori tvoje delo, kaj so tvoji interesi. In potem imamo up close and personal, se pravi, doskrat so recimo zdaj že, ko sem prebrala par teh umetniških izjav, ste videli, da so na različne načine napisani, mogoče ta od Neže Knez je bil tudi edini, ki smo ga prebrali, ki je bil prvooseben, kjer res vidiš, da ga je ona napisala, medtem ko drugi so napisani na način, da bi lahko bil tekst tudi, da bi kuratorji lahko napisali te izjave in nekako povzeli prakso umetnikov iz neke distance. Tako da zdaj, meni se zdi, da sta oba čist primerna, ali pa če delaš zelo prvoosebno, zdaj mogoče je sam treba paziti, da kadar delamo zelo oseben statement, da so pač nekje tudi neke meje, da pač nekje je tvoje osebno življenje, nekje je tvoje profesionalno življenje. Tako da, če znaš ta balans, ali pa če se s tem tudi na nek način v svoji praksi poigravaš, je verjetno smiselno, da greš res na nek osebni nivo, da nekoga nagovarjaš na ta način, ampak treba pač oceniti situacijo, oceniti, kdo je bralec na drugi strani. Pa pač seveda vse, kar zdaj govorim znotraj, aplicirati na svojo osebno prakso, ker so pač prakse tako raznolike, jaz ne morem podati nekih fiksnih pravil. Tako. Jaz mislim, da recimo ni nič narobe s tem, če v nekem trenutku ali vam, ne vem, umetniško izjavo napiše nek prijatelj in se vi pa s tem strinjate in se vam zdi ta izjava najbolj točna, da se pač uporablja to kot vašo izjavo. Zdaj so pa mnenja različne, recimo za eno od kuratork, s katero sem govorila, ona je rekla, da sploh ceni, kadar vidi, da je izjavo napisal avtor sam, da tako dobi nek ta pristen pogled v njegov način razmišljanja in tudi lažje oceni, kakšno bo sodelovanje s to osebo, in če se ji zdi ta oseba primerna za pač povabilo. A ne. Se pa tudi, treba je pa tudi vedeti, da v bistvu portfolio je samo ena vstopna točka. Veliko krat se zgodi, da recimo pošljaš portfolio in potem si povabljen na sestanek, kjer pač še enkrat predstaviš sebe. In če si tam kaj čuden napisal, če kaj ni štimal, te bojo itak v živo spoznali in bojo izvedeli vse detalje, ki jih rabi izvedeti. Aha, to je pa še ena, recimo, rešitev. Za pisanje umetniških izjav obstaja tudi nekaj zanimivih umetniških projektov, ki se ukvarjajo s to tematiko in jo mogoče probajo zaobiti. In to je en projekt, sicer zdaj že kar star, verjetno obstaja še kaj drugega, ampak eni študenti iz belgijske, mislim, da so v Belgiji, ja,
ne vem, a so tri ali dva umetnika, ki sta ustvarila en projekt, kjer v bistvu sta pripravila en tak generator, ki ti omogoči, da pač napišeš umetniško izjavo, ki vključuje vse te fine besede, vse ključne informacije. In v bistvu se pravi, imenuje se, mislim, da 500, uh, uh, 500 letters, mislim, da je spletna stran. No, v glavnem in pol v bistvu označiš, se pravi, osebne informacije, ime, priimek, kje delaš, kje prihajaš in potem zbereš medijev, v kateri deluješ, pa tudi mogoče neke dodatne stvari, ki te še zanimajo in potem ključne teme, ne vem, estetika, apropriacija, memory, minimalizem, movement, poetika, pop kultura, karkoli, odklikaš določene stvari in potem ti ta spletna stran generira neko izjavo. Ampak jaz mislim, da to je tako, recimo, ok, jaz osebno uporabljam ta generator, čisto zaradi tega, ker pa še pač v moj način dela. Ampak recimo za nekoga, ki se pa loteva pisanja, pa še ne ve, kako bi začel, ali pa ne vem, odlašaš s tem, kako začeti, pa mogoče lahko to prvo neko izhodišče, imaš en ta tekst, potem ga pa pač preoblikuješ, narediš, da je na koncu v bistvu res bolj blizu temu, kar bi ti želel povedati. To so mogoče lahko neka pomagala. Eto, potem pa gremo kar na ključen del, na predstavitev projektov. In sicer predstavitev projekta je v bistvu, mislim, konc koncev izjava umetnika bi jaz tudi rekla, da je kar ključna, ampak ko pa pač odpremo portfolije in kar zagledamo noter, najbolj nas zanima seveda, nas zanimajo te dokumentacija projektov in pač razumeti, izvedeti čim več o samem projektu. Pomembna je zato dramaturgija predstavitve. Pomemben je izbor del, in kako bomo ta dela razdelili na sklope. Se pravi, če imamo neko slikarsko serijo ali pa neko tematsko serijo znotraj nekih konceptualnih projektov, da pač imamo pravo sosledje. Se pravi, da upoštevamo, da se ponavadi pač bere iz leve proti desni, oziroma kakorkoli boste pač postavili. Da se pač ena stvar sledi drugi v nekem, ne vem, v nekem smiselnem zaporedju, kot da pač gledamo filme. Ne. Pomembna je kvalitetna dokumentacija. Zdaj, tudi jaz sama doskrat pozabim dokumentirati svoje razstave in pol ne vem, na koncu mi ostane ena mala fotografija, s katero nič ne morem narediti. V tem primeru jaz mislim, da lahko ustavite več manjših, takih mehkih fotografij, če je resolucija res slaba. Lahko pa si pač pomagate s tem, da naredite skico, da narišete, kako naj bi stvar izgledala, ali pa naredite nek kolaž. Sploh, če so projekti še v delu, da še nimajo neke končne vizualizacije, definitivno lahko pomagate s skicami. Predvsem, vedno pa imejte v mislih, tudi recimo, ko se dela študentske razstave, ko boste pač postavljali kaj v ateljeju, da res si vzamete čas, pa to dobro dokumentirate, da se mogoče povežete z študenti fotografije, ali pa si izmenjate vsej tehnično opremo, da je dovolj svetlobe, da so čista ozadja, da se ve, zdaj, ko naredite fotografijo svojega dela, ne, recimo, kaj zdaj imam tlele, recimo eno fotografijo v ozadju, pa mogoče boljš, kot da je del mojega ozadja še klimna naprava, da se pač na fotografiji seveda vidi samo fotografijo, ki je pomemben del, da ne zgleda, kot da je instalacija. Tako da imejte v mislih, da je pač jasno, kaj gledamo, ker vam je mogoče kristalno jasno, ker ste čisto noter z mislimi v svojem projektu, ampak nekomu, ki to gleda, če ima tam goro enih stvari v ozadju, pa še nikoli ni videl ateljeja likovne akademije, pa mogoče ne ve, pri čem je, na kaj mora biti pozoren. Tako da fokus na fotografije je na tisto, kar je pomembno. In hkrati me se zdi tudi pomembno, da se najavlja, to se mogoče sliši zelo klasično, se pravi naslov dimenzija medij, ampak recimo nam se je že enkrat zgodilo, da smo pripravljali eno razstavo in nam je bilo super eno umetniško delo, ena taka ogromna slika je bila, oziroma nam se je zdela, da je ogromna, na koncu je pač bil čas postavitve, mi smo narobe ocenili z te fotografije, ni bilo napisane dimenzije in se je skazalo, da je delo zelo mehko. In potem, ko ti pripravljaš skupinsko razstavo, če to prepozno ugotoviš, lahko pride do težav. Ne? Tako da navajati dimenzije je fino. Zdaj, ena od kuratoric, s katero sem govorila, me je opozorila, da je tudi fino, če recimo imate nek projekt
in obstaja že nek način postavitve, recimo, da gre za neko digitalno delo, ki pa je lahko postavljeno na, ne vem, na različne načine. Lahko je projekcija, lahko so printi, pol still imidži, lahko so neke vrste taka interaktivna instalacija, lahko je tablica. Se pravi, da če obstajajo načini postavitve, ki ste jih že naredili, da tudi to vključite. Se pravi, imate nek imidž projekta, opis, hkrati pa tudi način neke možne oblike postavitve. Ali pa tista, predvsem tista, ki vam je pač najbolj ustrezala, ki se vam je zdela uspešna. Če nobena dosedanja oblika postavitve ni bila uspešna, potem mogoče date pač res samo nek imidž, pa zraven dopišete mogoče idejo, kako vidite, da bi to delo lahko predstavili. Ker na ta način si bo kurator lažje predstavljal, kaj je pač vaša ideja, kako si to predstavljate in bo tudi lažje že začel razmišljati, kako to povezati v neko skupinsko razstavo ali pa če bi šlo za samostojno razstavo, da vidi, da obstaja možnost aplikacije tega projekta na, ne vem, na nek zanimiv prostorski kontekst. Eto. Potem imamo kratki opisi del, konkretno, opremljivo, razumljivo. Se pravi, tukaj tudi ni treba, te teksti ne bojo, ne vem, to ne bo. Pri teh tekstih je res, res pomembno, da napišete, zakaj gre. Mislim, sliši se mogoče čisto banalno, ampak doskrat pride do tega, da začnemo komplicirati in hočemo napisati neki ful, ne vem, neki več, kot bi bilo potrebno, in potem se na koncu zgodi, da nihče več ne razume, kaj je sploh osnovna ideja tega dela, kaj, um, kaj raziskuje to delo, o čem zares govori, kako je sploh narejeno, v katerem sploh, zakaj gre. Vemo pa, da je un tekst zelo zanimiv in inspirativen, ampak mogoče nam ne pove nič konkretno o tem delu. Tako da, ja, predvsem ne komplicirati, ampak mogoče za začetek napisati, zakaj gre, potem dodati mogoče neke take bolj, mogoče nek teoretski del ali pa neko misel, nekaj bolj poetičnega. Ampak ne, da mogoče bi bilo vedno fino, da takoj na začetku razjasnim, pri čem smo, in pol mogoče stvar narediti bolj odprto, um, da nam odpre neke možnosti nadaljnega razmišljanja. In zdaj, če imate daljši tekst za svoj projekt, ali pa da je, ne vem, obstaja že nek pogovor, nek intervju, neka analiza tega dela, potem namesto, da se cel ta tekst slači v portfolio, jaz predlagam, da se v bistvu naredi en tak kratek odstavek o tem delu in potem zraven doda link, ki te pač poveže do neke spletne strani, ker spet lahko zveš nekaj več in se lahko bolj poglobiš v to delo. To je veliko boljš, kot da se v bistvu znajdeš pred enim velikim esejem in ga mogoče pol na koncu niti ne prebereš tako natančno, ker te, ne vem, ker je v bistvu še ful enih del, enih portfolijev, ki jih moraš odpreti. Tako da je res pomembno, da si pač, da v bistvu ta portfolio razumeš kot en tak skupno predstavitev, ki je pač od začetka do konca in da te v bistvu nekje, pa tudi da je neko sorazmerno, da gledaš na to zelo sorazmerno z drugimi projekti, ki jih boš predstavil, da nimaš v enem projektu, ne vem, 100 strani, v enem pa pač v bistvu je sam naslov, ne? Da pač ima nek balans, ja, kot sem že omenila, da je neka prava dramaturgija. Zdaj, dobro grafično oblikovanje in zanimiv koncept, to je seveda definitivno plus. Ni pa zdaj ključ, mislim, ne bojo vas pa zdaj, nihče vas ne bo lovil na temu, da boste pač imeli nekje mogoče narobe zamaknjeno sliko, da bojo pravopisne napake, da stvari ne bojo poravnane v pravih. Ampak glede na to, da smo vizualci, bi neke osnove, tudi grafične postavitve, pač mogli tudi mi obvladati, se konc koncev je eden od predmetov tudi likovna teorija, ne, kjer so pač vse te stvari tudi razložene. Ni pa zdaj potrebe, da pretiravate v dizajnu, ker je v bistvu konc koncev bolj pomembna vsebina. Da pač mi razumemo, kaj vi hočete sporočiti in o čem govorijo vaša dela. Tako da jaz bi se tle
prej kot na grafično oblikovanje, mogoče osredotočila na dobro predstavitev, na kvalitetno dokumentacijo. Mm. Zdaj, preprost opis dela naj vsebuje, se pravi, naslov dela, če obstaja dimenzija, medij, letnica nastanka, ali pa če je delo mogoče, da traja dlje časa, lahko tudi se to navede, pravi, zakaj gre, kako si začel, zakaj. Opis je kratek, strnjen in mora vzbuditi interes. Lahko je poetičen ali pa povsem tehničen, če to deluje v odnosu do vizualne dokumentacije. Se pravi, odvisno spet, kaj delate. Pomembno je pa to, da portfolij pred vsako oddajo osvežimo, kaj odstranimo in po potrebi dopolnimo. Se pravi, res, res, preden oddajate, pogledate, mogoče zdaj se kaj spremeni, in potem je to tudi v bistvu se vitane. Kot recimo, če nekdo uporablja že več let isti portfolio, se mogoče stvari kar nekako začnejo nelogično nalagati, ali pa se vidi, da so teksti v enem obdobju bili na nek drug način napisani kot kasneje. Zdaj, če vam je to pomembno v vaši praksi, pol seveda, ampak drugače pa pač pazimo, da je stvar vedno pač čim boljš, da je pač se pregledano, da se ne odda kratko. Ok, zdaj vam bom pa pokazala za primer nekaj umetniških portfolijev in sicer bom začela kar s telim. To je portfolio od Lara Reichman in sicer bi vam tega pokazala kot primer nekoga, ki se ukvarja z video umetnostjo. Se pravi, na začetku, recimo tudi to, bom kar komentirala par stvari, kar se meni zdi uporabnih. Ta se mi zdi zelo tak jasen in nazoren, in tudi mislim, da zahtevnost nekega takega oblikovanja, ki gre za neko estetiko, ampak mislim, da bi lahko tudi polka vam bom pokazala neke druge primere, da pač to bi lahko vsak od vas naredil. Pač ne zahteva toliko nekih advanced grafičnih orodij, no, da postavite tako kompozicijo. Ampak zelo deluje, se mi zdi. Se pravi, tukaj, kar se meni zdi super in kar jaz tudi naredim, je, jaz vedno v portfolio vključim tudi datum. In to naredim ne samo za te, ki jim pošiljam, ampak tudi za sebe, zaradi tega, ker imam na namizju eno mapico, v katere se kar nalagajo verzije portfolij iz različnih obdobij. In potem se tudi sama rada vrnem in pogledam, aha, ta je iz 2019, ta je od takrat, ta je takrat. In pol znam, hitreje najdem pač stvari. In tudi, recimo, v portfolio iz leta 2024 verjetno ne bom več vključevala projektov, ki so bili narejeni 2017, sploh če sem takrat že naredila neke stvari, s katerimi se zdaj bolj strinjam ali pa me zdaj bolj zanimajo. Včasih tudi napišem, recimo, kot letnico portfolija, od kdaj do kdaj, kateri projekti so vključeni, se pravi, od obdobja 2019 do, ne vem, 2021 in pa pošljem samo to sekcijo. Odvisno spet, na kaj se prijavljamo. Ok. Prav. Kaj se to zdaj ne premika? Samo sekundo. Opala, tole zaprem. Mm. Opala. Ok. Aha, bomo takole. Ok, se pravi, imamo portfolio. Mm. Takole bo lažje. Ok, opala. Se pravi, portfolio, ker imamo ime, portfolio in datum. Potem se začne z tem tekstom, ki smo ga že prej pokomentirali, se pravi, dva stavka o tem, s čim se ukvarja avtorica in potem CV. Potem imamo prvi projekt in se začne z naslovom,
spodaj je napisan medij, v katerem je narejen, se pravi animacija in letnica nastanka. Potem vidimo fotografijo. Zelo pomembno je, da so te fotografije res. Jaz mislim, da jaz rada vidim portfolije, ker so res fotografije na veliko, ker je pač to zelo pomemben del portfolija, da pač nas zanima, kako stvar izgleda, ker smo pač konec koncev vizualci. Tako da vstopimo, se pravi, in tukaj je tudi označeno, ne, da gre za video stil in naslov videa. Eto, in potem imamo kratek opis o projektu, o sami tej animaciji, kjer pač zvemo, se pravi, gre za tekst. Aha, tudi to. Tukaj je recimo tekst napisal kurator, tako da ona predloži kar kuratorjev tekst o projektu. Potem gremo naprej na naslednjo sličico, kjer vidimo v bistvu postavitev. Se pravi, če smo prej videli video stil, zdaj vidimo, da gre tudi tle za instalacijo in je tudi podnaslovljeno ne, kot Installation View, ki je razstava bila na ogled, aksioma, datum in kdo je avtor fotografije. Hkrati pa tukaj ona omogoča tudi, da s klikom na Scene 1, Scene 2, Scene 3 vidimo dele videa. Lahko si, se pravi, pogledamo sam segmente, lahko pa si pogledamo tudi cel video. Zdaj, kar bi jaz tukaj rekla, da še manjka, je mogoče dolžina, koliko časa video traja. To bi jaz mogoče še vključila. Sicer zdaj, če kliknem, bom definitivno zvedela, koliko traja, ampak lahko bi bilo pa že recimo tle v opisu napisana dolžina. Eto, in potem imamo še eno fotografijo iz tega videa, še en video stil. Da si lahko predstavljamo, pač, kako to zgleda, če se odločimo, da ne bomo klikali na te posamezne videe. Zdaj, ko prilagate linke, boste sam pozorni, da pred oddajo še enkrat preverite, da linki delujejo, da ni pretekel rok, da niste kaj spremenili, mapic, če delite Google Drive in tako naprej. In potem še enkrat postavitev. In tukaj v bistvu je tudi navedeno, recimo, s kom je sodelovala na projektu, tako da to se meni tudi zdi dobro, da navajate, če ste imeli kakšno tehnično pomoč. Tukaj je recimo napisan, kdo je posodil glas, kdo je, se pravi, ker se pojavlja na naracijo v tekstu in tako naprej. Eto, gremo na naslednji projekt. Spet, kar meni recimo tukaj vidite, pa ste verjetno že sami opazili, meni je všeč, ker je v bistvu tako narejen, da je recimo vedno je ta modra barva, ki se pač pojavlja že na prvem slajdu in vsak projekt se pol kot nek nov chapter predstavlja. Zdaj je to chapter 2, je označen številko 2, nov projekt, It appeared as a falling star in gre za video instalacijo. In ima v bistvu je tudi neka kontinuiteta, kako so projekti predstavljeni, a ne? Da pač nismo zmedeni, da ni vsak projekt čist na nek drug način, ampak da pač že znamo, po prvem projektu znamo vstopiti v naslednjega in vemo, kako si bojo pač stvari sledile. In ta organiziranost je včasih res, ne vem, se mi zdi, da to super deluje. No. In tle imamo spet naslov in eno fotografijo in spet se pojavi opis projekta in tako video stil vidimo in postavitev. Tako. Zdaj tukaj je tudi zanimivo, ker vidimo postavitev hkrati, kadar je luč prižgana in luč izklopljena. Zdaj, glede na to, da jaz v živo nisem videla te postavitve, predvidevam, da je ponavadi luč izklopljena, ampak da je tukaj v bistvu še ta fotografija, zato da vidimo, kako je to izgledalo v prostoru. Ni pa nujno, lahko da se motim. Lahko pa, da se tudi luč izklopi, pol, ko se usedemo, ker je v bistvu tudi sama ta talna postavitev zelo zanimiva. In zato je tudi zelo pomembno, da je vključena v ta portfolio. Tako, in potem imamo še tretji primer. Tako, imamo še eno delo, besedilo in dokumentacija, neki detajli, oddaleč. Tako, eto, in še ena instalacija, se pravi četrto. Jaz bi tudi rekla, da je mogoče fino v portfoliji, če imate različne projekte, da je tam do nekih 5 projektov. Kaj več je pa mogoče že mal težko, da si bi nekdo res natančno pogledal. No, se mi zdi, da je včasih bolj, da je pač projektov manj, pa se res osredotočne na dobro predstavitev teh projektov. Eto.
Tako in tle tudi vidimo, recimo, spet v prostoru, vidimo eni detajli, na katere nas hoče umetnica opozoriti v te oblike. Tukaj bi recimo lahko bilo napisan konec koncev tudi material, iz česa so ti objekti narejeni. Zdaj za dimenzijo si okvirno mogoče lahko predstavljamo, lahko bi pa tudi tukaj navedel, mogoče tudi kakšne dimenzije. Čeprav, kadar gre za instalacije, se ponovadi pač to nekako smatra, da gre za neke, uh, ja, je pač težje, za instalacije je res težje določiti dimenzije. Ampak recimo tukaj si jaz predstavljam okvirno v odnosu do teh, zaradi tega, ker so ta tla si lahko predstavljam, kot so recimo približno veliki te kosi, če bi jih pol hotela v neko skupinsko razstavo vključiti, pa da imamo okviren občutek, kako bi to, koliko prostora bi to zavzelo. Aha, in tukaj v bistvu pol nam je še bolj jasno, ko vidimo še te nadaljne postavitve v pivki. In tukaj še v bistvu zvemo, da obstaja še nek video, ki ga je umetnica se odločila predvajati kar na tablici. Tako, in še, je to še zadnji projekt, je to peti projekt, spet tekst, postavitev, še en pogled. Tukaj recimo tudi vidimo, uh, aha, ja, da gre se pravi za isti prostor, a ne, ampak deluje čisto drugače na tej fotografiji. In tle v bistvu imamo še en pogled v ta zaslon, kako izgleda, ko se pač video na njem predvaja, ker tukaj v bistvu ne vidimo dobro. Tako. In imamo še video, ki ga spet lahko pogledamo s klikom na link. Tako. In zaključek. To je bil recimo prvi, da sem šla res na hiter čez. Zdaj bi pa, um, zdaj bi pa pokazala še en primer in sicer portfolio Maje Bojanič. Eto. Se pravi, pri Maji Bojanič, ki sem jo že omenila na začetku s to spletno stranjo, bi rada pokazala še, recimo, da v bistvu lahko portfolio, mislim, tudi pri prejšnji umetnici, pri Lari Reichmann, seveda portfolio je zelo narejen v kontekstu njene prakse. Pri Maji pa, ki se v bistvu ukvarja tudi zelo veliko s tekstom, se pa v bistvu tudi z formatom portfolija nekako poigra in piše, da je portfolio an excavation report in ga nekako napiše v tem slogu. In ko začne z nekim s to umetniško izjavo, za artist statementom, napiše to izjavo daljšo kot en odstavek in sicer v nekem slogu te neke reportaže. Ampak mislim, to je zelo zanimivo za prebrati, mogoče, če si tudi tukaj na tem mestu stisnete pauzo, pa si mogoče sami preberete, da ne bom jaz zdaj povzemala pa uničila te izkušnje. Ampak se mi zdi, da zelo dobro nekako upenja te svoje ideje, svoj način dela v to neko bolj umetniško, to tisto, kar smo prej, da je artist statement. To je neka oblika, ki je malo drugačna. Hkrati pa tudi noter, če vidite tlele, recimo, ima en stavek, kjer se ukvarja tudi s tem, z pisanjem CV-jev in izpostavlja tudi problematiko, kako se reče, problematiko, recimo, mogoče teh strategy to climb the class barrier, se pravi, uspenjanja v družbi, pa mogoče ona, recimo, glede na to, da se ukvarja v svoji praksi z institucionalno kritiko, se ukvarja tudi mogoče z nekimi problematičnimi vidiki tega, kako se v umetnosti doskrat pač vse nekako tudi podreja mogoče nekim elitnim krogom ali pa nekdo pozna nekoga, in je tudi mogoče te stvari ali pa mogoče nek družbeni status, ki ga mora imeti umetnik in tako naprej. V glavnem, nima veze, zdaj sem malo zašla. Tukaj lahko najdete tudi CV, ki je pa narejen v Google dokumentu in do njega dostopate z klikom na to hiperpovezavo. Ampak v bistvu so vse neki ti elementi, ki jih ona vključi v to svojo izjavo, narejeni v obliki nekega takega zanimivega reporta, ki gre pa
uh, v kontekst tega, kar ona pa v nadaljevanju predstavi. In sicer govori o enem, aha, tukaj naredi pol še en tak kratek življenjepis, ki je dela, ki je študirala in da trenutno živi na Dunaju. Potem pa začne z opisom projektov in sicer njen projekt The Institute for Mold Preservation, se pravi Institut za ohranjanje plesni. Ona prvič predstavi v dobri vagi in tukaj vidimo eno fotografijo, ki nam mogoče ni čisto jasna, ampak se tudi ta neka estetika pač vleče v ozadju, tudi na prejšnjih slajdih. In potem recimo vključi, kje vse je bila to delo predstavljeno, v katerih galerijah. Ampak spet lepo udaram, da gre to zelo v kontekst njenega dela. Ne. Ona v bistvu se ukvarja z institucijami in je zato zelo pomembno, da pač si tle preberemo, kje vse se to pojavlja, kje vse je zdaj ta inštitut za plesen, kar imenuje ta projekt, bil prisoten, bil izveden, če je to v obliki performansa. In potem, recimo, gleda fotografijo te postavitve v dobri vagi, hkrati ponudi en tak opis, ampak vse čas nadaljuje ta nek slog pisanja tega reporta, neke arheološke najdbe, karkoli že. In tudi ona v bistvu navaja, se pravi, naslov, zakaj gre, 3D sken, videodokumentacija, kje je delo razstavljeno. Če te zanima celoten ta audio posnetek tega performance, te postavitve, si ga lahko poslušaš z klikom na neko povezavo in potem lahko najdeš tudi skript in tako naprej. Tako da v bistvu to, kar sem tudi omenila na začetku, ne, ni treba, da se vse kontekste napišejo en tak dolg esej in to direkt prelep v portfolio. Boljše je, da v bistvu stvar poenostavite in potem omogočate s klikom na hiperpovezave, da pač vstopate še da zveste še kaj več in še kaj več. Konec koncev pa na koncu, ko želiš izvedeti največ, pač povabiš umetnika na razgovor in se odločiš in ga pač zaslišaš o vseh teh drugih aspektih dela. Tukaj vidimo recimo primer postavitve, ker je v bistvu to delo, kot vidimo, zelo procesualno na nek način. Začne se v dobri vagi in potem se nadaljuje z različnimi predstavitvami v različnih prostorih, ker se pač delo tudi vsakeč znova nekako mal adaptira, mal spremeni, dodajo se mogoče nova poglavja in tako naprej. Tako. Tukaj vidimo primerni, se pravi, še vedno znotraj Instituta za prezervacijo plesni, vidimo mogoče, da gre za performance, ki se je zgodil v Osijeku in si spet lahko nekaj več o tem preberemo in ponovno najdemo zvok in tekst, ker kot sem že omenila, umetnica Maja Bojnič se dosti ukvarja s tekstom. Zato je mogoče tudi v tem portfoliju, ki ga zdaj gledamo, je tekst zelo prisoten, ne? Tako. Ja, to bom sam na hitro malo preklikala. Aha, recimo, tukaj imamo eno delo, kjer je v bistvu se odloča, da bo v bistvu tekst, ta dialog, da ne bo samo preko linka, ampak da en element tudi vključ tega dialoga, kar pač prilepi v portfolio. Tako, eto. Mogoče tukaj zaključim, pa še malo prelistam naprej, sem tako malo za občutek te dramaturgije, o kateri sem prej govorila. Eto. In še zdaj, še zadnji portfolio, ki bi ga želela predstaviti, je pa portfolio, portfolio od Nine Gropečnik. Bom še tole podelila, da ga odprem. Pardon, malo traja. Eto. Nina Gropečnik je umetnica, ki se tudi ukvarja nekako na presečišču performansa ali pa ima v bistvu neke take postavitve, ki se doskrat mogoče nam malo izmuznejo. Tako da zdaj tudi vprašanje, ne, kako se pa lotiti tazga priprave portfolija, ker v bistvu stane zelo malo sledi za tvojo neko umetniško akcijo, neko intervencijo. In moraš pač izumljati tudi neke svoje načine, kako to
to predstaviti. Um, Tudi ona v bistvu začne z nekim, z umetniško izjavo, oziroma ne, tukaj se direkt, pardon, tukaj ona takoj začne z predstavitvijo enega projekta z tem naslovom. In potem ga pač opiše, kako je projekt nastal, kako je bil postavljen. V bistvu, recimo pri Nini se mi zdi, da se velikokrat poslužuje nekega bolj dnevniškega pristopa, ker ona zelo tako, zelo s svojimi besedami razloži, ali pa včasih prav dobesedno v svoj portfolio vključi en tak stavke iz nekih zapiskov, iz skicirk. Uh, In recimo tukaj tudi, ko vidimo tole dokumentacijo, je mogoče taka malo slabša, ne moramo jih prebrati, kaj se tukaj dogaja, ampak na srečo je zraven še neka povezava, kjer lahko dobimo direkta PDF dokument in ga pač preberemo. Potem imamo tukaj recimo neke fotografije, nekaj utrinkov, nekih detajlov in se tudi navaja osebni arhiv. Tako. Tle recimo gre za serijo performansov, ker je pač pomembno, da vidimo več fotografij, se pravi, da ni samo ena, ker je šlo za neko akcijo, da vidimo, kako se prostor spreminja. Včasih je tudi pomembno, da vidimo, da vem, publiko, kadar je v bistvu nek tak mal interaktiven performance, da vidimo, da je pač na nek način bila publika kar upletena v to mrežo. To nam lahko, recimo, ona bi lahko zbrala samo fotografijo, ker vidimo njo, ki nekaj bere, ampak tako nam je pa jasno, da smo bili mi kar nekako vključeni na nek način. Ne? Tako da tudi pri izboru tega pač je pomembno, kaj hočemo, kaj vse nam lahko ta ena fotografija pove. Eto, imamo spet recimo, tukaj prav recimo začne pisati ko govori o tem delu, piše, da se je projekt začel razvijati leta 2018 na akademiji pod mentorstvom tega in tega profesorja Jožeta Baršeja, kako je bilo naslov temu delu in kako je pa v bistvu to delo nekako napredovalo iz ene faze v neko drugo prezentacijo, kjer je dobilo nov naslov, novega kuratorja, neko novo prostorsko umestitev in tako naprej. Pa tudi v bistvu ta neka procesualnost, tudi to lahko zelo jasno pač predstavite v portfolijih. In tukaj vidimo, recimo to, kar sem prej govorila, da mogoče ni čist jasno, če fotografiramo cel atelje, kaj moramo zdaj gledati, ampak na srečo nam ona pač v prejšnjem tekstu kar nekako pojasne, kaj moramo gledati zdaj na tej fotografiji, ne? Da gledamo pač v ta kotek, kje je zdaj ta sprememba. Tako. In recimo, če imate kakšne prispevke v svojih delih, da tudi to lahko vključite, tudi linke na sodobno umetnost ali pa druge prispevke, če so se vam zdeli zanimivi. Takole. Bom to samo malo preletela. To je recimo tudi predstavitev, ker če imate v portfolio, lahko vključujete tudi dela, ki jih delate v kakšnih tandemih in Nina recimo en del njene prakse je tudi sodelovanje z umetnico Rejo Vogrinčič, ki imate skupaj projekt Pita in pol v bistvu tudi to v drugem poglavju, se pravi, da ste videli prvi sklop, ki je govoril o svoji praksi kot Nina Gropečnik in potem še praksa projekt Pita, kjer se ga spet loti na podoben način, ampak je verjetno kontekst tega, da ona sodeluje v tem projektu, zelo pomemben tudi za njeno prakso, njeno samostojno prakso. Zdaj, verjetno bo pa odvisno od razpisa, enkrat prijavljala samo svoje dela, enkrat prijavljala skupen Inpita in svoj portfolio, enkrat bo pa pač, mislim, tako čisto odvisno, kam se prijavlja, ne? Pardon, zdaj sem to ponovila parkrat. Eto. In še zadnji. Ok. Mislim, da lahko tukaj zaustavim deljenje tega portfolija. Zdaj pa sam še zadnja stvar, ki bi jo rada se prečujem, ker sem mogoče malo zdaj dolga ratela. Bom delila še enkrat, sam še za zaključek tale portfolija, pardon, tale, eto. Se pravi, zdaj, ko ste torej portfolio zaključili, imejte v mislih, da ga vedno lahko znova spremenite.
Zdaj, programi, v katerih lahko naredite portfolio, ki sem jim zdaj, ne vem, par primerov, ki sem jih pokazala, lahko se pravi, oblikujete v nekih brezplačnih programih, kot je Canva. Canva je na spletu. Uh, Važno je, da imate pač možnost vnašanja fotografij v dobri resoluciji, da lahko vnesete tekst in da lahko to izvozite v PDF-ju, kadar gre se pravi za PDF. Recimo, jaz sem velikrat naredila portfolio kar v PowerPointu, lahko jih delate v Wordu, InDesignu, Photoshopu, karkoli pač imate na voljo. Ampak definitivno, če nimate nobenih teh plačljivih programov, če nimate na kakršen koli način pridobljenih teh programov, pač se da dobiti. Mislim, Canva je res enostavna in jaz mislim, da se da tam marsikaj narediti. Sploh, ker omogoča tudi ustavljanje teh hiperpovezav, lahko tudi gife vključujete in tako naprej. Zdaj, če boste pa delali spletne strani, tukaj je pa spet polno nekih raznih spletnih strani, ki to omogočajo, od raznih Cargotov do Squarespaceov, Wix-sites, Tumblr. Recimo Instagram se mi zdi super, če nimate svojega portfolija, svoje spletne strani, je fino, da imate mogoče vsaj nek službeni Instagram, kamor vnašate pač neke informacije o svojih projektih. Vsake toliko objavite eno fotografijo, spodaj vsaj nek mal teksta ali pa date nek kontakt, kako vas lahko kontaktirajo. Ker mogoče nekdo, ko pride na semestrsko razstavo, že tudi če ste šele prvi letnik, lahko se zgodi, da je en projekt zelo zanimiv in da je pač prišel na razstavo kurator, ki bi si želel kaj več zvedeti in bi vas želel kontaktirati. Tako da, če obstaja vsaj neko ime pod vašim delom, še bolj, če obstaja opis, da vas lahko kontaktirajo, mogoče prek Instagrama in vas pol prosijo, da jim pošljete portfolio in tako naprej. Tako, zdaj za neke inspiracije, kam bi lahko še pogledali, kako izgledajo zanimivi portfoliji, sem pomislila na tole revijo ETC. Se pravi, gre za revijo, ki izhaja tukaj v Sloveniji in kaže in v bistvu vključuje tudi en del, ki se imenuje Portfolio Showcase. In tukaj v bistvu umetniki predstavijo ponavadi en projekt, ampak se mi zdi, da je to v bistvu zelo zanimivo iz tega stališča, ker si lahko pogledate, na kak način so predstavljeni ti posamični projekti. Se pravi, vedno je vključen neka dokumentacija in potem nek tekst o tem enem projektu. In se mi zdi, da to lahko, če malo prelistate, lahko dobite mogoče zanimive ideje, ker niso vedno klasično predstavljeni ti projekti, včasih so v obliki intervjujev, v obliki nekih reportov, slogovno so raznoliki. Včasih tekst napiše umetnik, včasih ga napiše kurator, včasih nek teoretik. Tako zelo, zelo raznoliko, ampak meni se zdi, da je to lahko zanimiva inspiracija. Zdaj, kaj na koncu naredimo s temi portfoliji? Uspešen portfolio se definitivno splača pač prijavljati na razne rezidence. Zdaj, mogoče, če poznate Fully Founded Residencies, je ena spletna stran, obstaja tudi preko Instagrama, kjer vas obveščajo vsak mesec o raznih razpisih, na kere se lahko prijavite in pač tam testirate svoje portfolije. Potem v Sloveniji, recimo, definitivno OHO nagrada, ko imate pač pripravljen portfolio za tak dogodek, potem Dobra vaga objavlja razpise, na katerih lahko sodelujete. Tle sem naredila pravopisno napako, Zin vitrin, Umetnik na mesec, ateljeji, mislim, da vsako leto so vsaj 3, 4 razpisi za sodelovanje z Dobro vago. In vedno v bistvu imejte v mislih, da ko enkrat pošljete portfolio in tudi če niste bili sprejeti, je pomembno, da je nekdo videl, da je izvedel za vas, da je mogoče v tistem trenutku vas niso sprejeli, ampak čez, ne vem, 2 meseca, čez pol leta jih bo pa zanimalo tisto delo, ki ste ga takrat raziskovali in ker ga je želel vključiti v neko razstavo, ki pač prej ni pasal v kontekst ali pa niso iskali točno te teme, pa se je pojavil neki interes čez nekaj časa. Tako da vedno se je dobro prijavljati, ker pač se znajdete v neki bazi, večkrat, ko nekdo prebere vaše ime, bolj bojo postali pozorni na to, kaj delate. Ne? Potem imamo svetlobno gverilo, kjer vedno študenti sodelujemo, in študenti iz ALO-ja se vedno pač nekako pojavljajo, mislim, se vsako leto sodeluje z festivalom in je to zelo dober festival.
Axioma 30 plus, tukaj se v bistvu išče vsako leto, ne vem, da ne bom zdaj narobe rekla, 4 umetnike, ki se jih pol povabi, da imajo samostojno predstavitev in se tudi, se pravi, prijavlja s pomočjo portfolija. Trienale mladih umetnikov, umetnic v Celju, ETC revija, v bistvu to revijo, ki sem jo omenila, se tudi v bistvu prijavite s portfolijom, pa konc koncev na vse Erasmus izmenjave je treba pač pošiljati portfolije. Tako. Hvala. Eto, to je to za enkrat. Jaz definitivno mislim, da je največ se pač o portfoliju nauči s prakso. Vsakič, ko narediš mislim, z vsakim portfolijem se bolj zverziraš, staš bolj suveren, boljš predstaviš, mogoče enkrat boljš predstaviš eno stvar, enkrat slabš, ampak fino je tudi, da si mogoče med sabo mal delite portfolije, pogledate, kako je kdo kaj naredil, in potem dobite ja, neko idejo, kaj bi bilo vam osebno najboljš, kako vi vidite, da bi mogli predstaviti svoje projekte. Tako, hvala lepa.